Hvala za besedo, lep pozdrav. Jaz bi pa vprašal, kdaj bo prišlo do rekonstrukcije te ceste tu od gasilskega doma, cesta v Debro, tam mimo Kovača in dalje proti šole in pa sicer tam en del od podvoza je kar v redu. Slišal sem, da so se potrudili v krajevni skupnosti in so pridobili soglasje lastnika. Ne, bi bilo ustno soglasje to, da odstopi del zemljišča za to, da se vozišče bi bilo potrebno razširiti najmanj za 1 meter, ker tovornjaki vozijo po bankini in se povzroča zelo močen prah. Tam je šola in tak naprej, pa hrup, pa vse skupaj. Da bi bil pripravljen zdaj ta lastnik odstopiti zemljišče za pločnik in kolesarsko stezo. To, če je res pripravljen, je treba takrat, ko je pripravljen stopiti v akcijo, da bi enkrat rešili ta problem, ker tam je pa res grozna cesta, tistemu ovinku pri Kovaču pa tole. Pa še eno, zdaj tule, ko se dobro vemo, pa železnica svoje delo upravlja in ga bo upravljala, povzroča se hrup in pa prah, strašen prah. Tam prekladajo tisti material, en čas ga sploh niso močili, zdaj izgleda, da je nekdo mogel posredovati, da zdaj tudi močijo, tako da je mečkam boljše, čeprav je še pa vedno hrup, je pa kar precejšen in tudi prahuje zelo velik, pa šola je tam zraven. Če se da, to je stvar inšpekcijskih služb, če bi lahko kaj še mogoče nadzor izvajali na tem. Sej, logično, da morajo pač oni narediti na železnici svoje, to je dejstvo. Ampak vseeno, so pa tam ljudje kar nezadovoljni. Praha je tako, da je groza. Hvala. Mi jih tudi opozarjamo, zdaj od začetka niso niti močili, zdaj so pa v bistvu vse malo polivajo. Mi bomo še enkrat opozorili, ali pa še več, če bo treba, da naj to delajo še bolj tekoče. Kar se tiče pa te ceste Petrol, gasilski dom, je pa v proračunu za naslednjo leto, vse ste potrdili to cesto,